Dobrodošli na novinarski konferenci ob svetovnem dnevu ozaveščanja o možganski kapi z naslovom Živeti z možgansko kapjo, ki ga letos obeležujemo 13. maja. Lepo vas pozdravljam v imenu predstavnikov dveh društev, današnjih gostiteljev in tudi organizatorjev dneva ozaveščanja. To sta Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije in Združenje bolnikov. Te razumemo. Ja, kaj pa, Valdo? Hvala lepa. S cerebrovaskularno boleznijo Slovenije. Kljub vse večji ozaveščenosti in prizadevanjem za preprečevanje možganske kapi, Svetovna organizacija za možgansko kap opozarja na skrb vzbujajoče napovedi. Kakšne so te napovedi in o tem, kaj možganska kap je, kako jo prepoznamo in kakšni so preventivni ukrepi, bosta spregovorila strokovnjaka. Primarij Matija Cevc, doktor medicine, predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, in primarij Tatjana Erjavec, doktorica medicine, podpredsednica Združenja CVB Slovenije. Kakšno je življenje po možganski kapi, pa nam bosta zaupala gospod Jernej Sluga in gospa Ksenija Demič. Iz prve roke nam bosta povedala, kako je živeti z možgansko kapjo. Prvega k besedi vabim primarij Cevca. Ja, hvala lepa. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Dejansko možganska kap je zaskrbljujoča bolezen, ki povzroča številne težave. Gre pravzaprav za nek dogodek, ko pride do prekinitve oziroma nezadostne skrbe krvi s krvjo v možganih. In to se potem odraža z raznimi znaki, o čemer bo potem govora. Poznamo v principu dva tipa možganske kapi, to je ishemična možganska kap, ko zaradi strdka preneha kri pretekati v možgane, ali pa hemoragična, ko pride do krvavitve. To sploh ni redka zadeva. Letno v Sloveniji doživi možgansko kap okrog 4000 oseb in zaradi takega stanja jih kar 2000 umre. Ostali pa ostanejo z takimi ali drugačnimi posledicami, o čemer bo pozneje, kot sem že rekel, več govora. Dejstvo je, da bi mi lahko to možgansko kap v bistvenem deležu zmanjšali, če bi se zavedali tega dogodka in ga pravočasno prepoznavali. Po drugi strani pa, če bi poznali vse in odpravljali dejavnike tveganja, ki to možgansko kap povzročajo oziroma pospešujejo. Zlasti visok sistolni krvni tlak, debelost ali prekomerna telesna teža, sladkorna bolezen, povišane maščobe, ledvične bolezni. To so vse tisti dejavniki, ki pravzaprav prispevajo do 71% bremena možganske kapi. So pa še tudi druge zadeve, predvsem vedenjski dejavniki, kot je na primer kajenje, nezdrava prehrana, telesna dejavnost, to pa pravzaprav v 47% prinaša možgansko kap. Imamo pa še ena dodatna dejavnike tveganja, na katere dostikrat pozabimo, to so pa okoljska tveganja, kot je na primer onesnaženost zraka, izpostavljenost svincu, tako da tudi to prispeva s svojo prisotnostjo k pojavnosti in razširjenosti te zelo neprijetne in z dolgoročnimi posledicami povezane bolezni. Z temi dejavniki tveganja bi lahko razložili kar 87% vseh možganskih kapi, se pravi skoraj vse. In če bi na te uspešno delovali, bi se ustrezno temu tudi seveda zmanjšalo razširjenost te bolezni. Drugo, kar moramo vedeti, je, da seveda možganska kap pri tistih, ki imajo to srečo, da jo preživijo,
prispeva k poslabšanju kvalitete življenja. In tako se je izkazalo, da je kar zaradi možganskih kapi na svetu se izgubi kar 79 milijonov zdravih let izgubimo na ta način. K temu ogromno prispeva spet visoka telesna teža. Mi vemo, da debelost je in prekomerna prehranjenost, to sta dve stanji, ki sta v porastu. Telesna dejavnost, na žalost, če kljub zavedanju je v porastu in pravzaprav lahko tej telesni dejavnosti pripišemo zelo velik del teh izgubljenih zdravih let življenja. Kajenje prispeva 25 milijonov let. Skratka, cela vrsta teh stvari, ki bi si z enostavnostjo lahko izognili, prispeva temu, da je ta bolezen tako razširjena. Seveda vemo, da z zniževanjem, z odpravljanjem dejavnikov tveganja se izboljša prognoza in se zmanjša verjetnost, da bi do tega prišlo. Tukaj sta dve ključni zadevi. Eno je zdrav življenjski slog, v sklop katerega prihaja v poštev zlasti ustrezna prehrana in tudi način življenja. Govorimo o tako imenovani mediteranski prehrani in načinu življenja. V principu so to zelo enostavni ukrepi, na katere bi mogli pomisliti, ker je taka prehrana je zelo okusna, ni se je težko držati, medtem ko razne diete, saj veste, to vedno zelo načinen naš običajen način življenja, medtem ko mediteranska prehrana je pa dokaj blizu tistim našim vsakdanjim prehranskim navadam, samo nekatere stvari moramo opustiti. Gre za to, da ta prehrana temelji na sadju, zelenjavi in sicer na tistih živilih, ki so pridelana v naši neposredni bližini, kar seveda ima še tudi druge ugodne učinke, če samo pomislimo na to, da za take prehrane ni treba transport. Vedno temelji tudi na sezonski prehrani. Skratka, ne tisto, kar se izven sezone prideluje in je treba iz Amerike ali Afrike uvažati. Pomembno je, da se pri tej prehrani uporablja polnozrnate žitarice, se pravi kruh, testenine iz polnozrnatih žitaric. Izogibati se je treba sladkim pijačam, sladkanim pijačam, gaziranim pijačam, ker te prinašajo ogromno škode. Mi vemo, da v eni Coca-Coli, na primer, je tam okrog 20 gramov sladkorja, to pa izrazito pospešuje tako debelost, kot tudi verjetnost, da bomo slej ko prej dobili sladkorno bolezen. To so vse tiste stvari, ki so zelo pomembne, ampak mediteranska prehrana ima še en zraven dodatek, je tudi način življenja. Zato je zelo pomembno, da pravzaprav pri hranjenju si vzamemo čas. Namreč ta mediteranski način življenja je vključen tudi to, da si za hrano vzamemo čas, med hrano se družimo, se sprostimo. Dokazano je, da tisti, ki se počasneje prehranjujejo, so bistveno redkeje prekomerno prehranjeni ali celo debeli, kot tisti, ki zelo hitro jedo. To je tisto, kar je zelo pomembno. Seveda, druga pomembna stvar je pa redna vsakodnevna telesna dejavnost. Ni potrebno ne vem kakšna intenzivnost. Že 150 do 300 minut tedensko hitre hoje, recimo tudi plesa ali pa plavanja, omogoča, da se naša energetska bilanca, katere motnja je pravzaprav eden od temeljnih vzrokov za debelost, da se uskladi z našimi potrebami. Gre tudi za to, da moramo pri tej telesni dejavnosti biti tako intenzivni, da se naš utrip rahlo poveča, tudi dihanje mora biti nekoliko pospešeno. To so tisti pokazatelji, ki kažejo, da je ta dejavnost zadostna. Samo
hoja s kužkom od grmička do grmička, boljš kot nič, ampak ni dovolj. Skratka, to mora biti malce intenzivno in to je tisto, kar moramo mi dejansko tudi gojiti. Drugo, kar je pa pomembno, je pa to, da to dejavnost izvajamo v okolju, ki je čisto. Ne ob cestah, kjer je ogromno teh drobnih delcev, ki onesnažujejo zrak, tako imenovanih PM2,5, pa izpušni plini, v katerih je svinc in vse in saje in vse te druge stvari. Vse to je tisto, kjer pravzaprav na nek način zmanjša koristnost take telesne dejavnosti. Skratka, telesna dejavnost mora biti odmaknjena od onesnaževalcev ozračja, se pravi v gozdnih površinah, travniških površinah. To je tisto, kar je zelo, zelo pomembno. Druga ključna zadeva pri skrbi, da bomo imeli čim manj težav z posledicami možganske kapi, je pa prepoznavanje tega stanja. Pri tem nam zelo, zelo pomaga tako imenovan akronim, ki se imenuje GROM. Če se pri nekomu pojavi nenadno nejasno način govorjenja, ki je nerazumljivo, ali pa mu roka omahne, da ne more delati z njo, ne more zadržati, ali pa da se mu na obrazu povesi ustni kot ali pa ustnice, da se težko nasmehne. To so vse pokazatelji, da se je nekaj zgodilo, zelo lahko, da gre za možgansko kap in takrat je ključnega pomena, da hitro odreagiramo, kajti minute so tiste, ki rešujejo kvaliteto življenja. Hitreje, ko to bolezen prepoznamo, hitreje jo bomo lahko zdravili in danes so zdravila že dokaj učinkovita in zaradi tega je takrat treba poklicati reševalce in čim prej tako osebo, ki ima kakšnega od teh znakov, prepeljati v ustrezno institucijo, kjer bodo lahko nudili pravo pomoč in preprečili posledice. Gre za to, da če mi to možgansko kap pravočasno prepoznamo, če je to ishemična kap, lahko z zdravljenjem znova vzpostavimo krvni obtok in na ta način preprečimo, da bi prišlo do odmrtja možganovine in vseh posledic, ki s tem sledijo. Torej, to je zelo pomembno, GROM, se pravi težave z govorom, težave z rokami, spremenjena mimika, ukrepati in na ta način bomo taki osebi zelo veliko pomagali. Hvala lepa. Hvala, primarij Cevc. Iz Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije sta z nami tudi predsednik gospod Milan Čuček in primarij Erjavec, podpredsednica, ki jo zdaj vabim k besedi. Primarika, izvolite. Lepe pozdrave tudi v mojem imenu. Jaz bom v bistvu sporočila obdobje zdravljenja in pa zgodnje rehabilitacije v možganski kapi in se bom dotaknila tistega tretjega obdobja pri celoviti obravnavi možganske kapi, torej življenja po možganski kapi. Ne glede na to, da z preventivo dejansko lahko preprečimo mnogo možganskih kapi, pa velja, da je možganska kap, da je oziroma najpomembnejši dejavnik tveganja starost. In ker se populacija stara, lahko pričakujemo, da se bo nekako v desetletju, to se pravi od 20. do leta 2030, število ljudi, ki bodo živeli s posledicami možganske kapi, povečalo za približno četrtino. Če povem to bolj plastično, v Sloveniji recimo ocenjujemo, da je danes okoli 40,000 ljudi, ki živi s posledicami možganske kapi, to pomeni 10,000 ljudi več. To pa je že takšna množica ljudi, v katerem se moramo zamisliti, kako jim bomo lahko omogočili, da bo dostojno živeli tudi svoje življenje po možganski kapi. Zdaj, kaj je bistveno to? Imamo dobro terapijo, z novejšo terapijo lahko rešujemo življenja, lahko zmanjšamo tudi invalidnost. Vendar je tudi res, da popolnoma brez posledic možganske kapi po vsem tem zdravljenju
izpelje samo 20% ljudi. Vsi ostali imajo določene posledice. Posledice so lahko vidne, to, kar jih je primarij Cevc že omenil, potem so pa tiste nevidne posledice, kognitivne motnje, motnje vedenja, depresija, motnje občutenja, motnja vida. To so pa tiste nevidne posledice, ki so pa včasih v obdobju po možganski kapi še bolj usodne za posamezne osebe, kot pa tiste vidne. Zdaj, ko bolnik oziroma ko oseba po možganski kapi konča neko zdravljenje, potem jih 75% ali še več odide v domačem okolju. V domačem okolju prevzamejo breme možganske kapi predvsem svojci. To so partnerji, ki so ob staranju prebivalcev tudi že sami z določenimi zdravstvenimi težavami, ali pa otroci, predvsem hčerke, ki pa imajo tudi v današnji družbi izredno naporen pravzaprav urnik, že tako ali tako. Vemo, da je približno 60% bolnikov potrebuje pomoč tudi pri tistih osnovnih dnevnih aktivnostih. In ko so nekako ocenjevali, koliko pomoči samo za ta del pomoči bolnikom, osebam po možganskih kapah, so ugotovili, da je približno 2,5 ure na dan posvečajo te neformalne pomoči samo za pomoč pri osnovnih dnevnih aktivnostih. To pomeni tam letno okoli 1000 ur neformalne pomoči, ki ga izvajajo svojci. In šli so seveda v današnjem času še dlje in v Sloveniji je bilo izračunano, da je cena take neformalne pomoči, ki jo nudijo svojci, pa prijatelji, pa tudi nevladne organizacije za možgansko kap okoli 45 milijonov. V Evropi je to cifra okoli 16 bilijonov. Zdaj, kakšno je pravzaprav okrevanje po možganski kapi? Nastane res zelo hitro. Okrevanje poteka nekako okvirno v nekem redu, in sicer bi lahko rekli, da je najboljše okrevanje, predvsem kar se tiče funkcijskega stanja, v tem prvem mesecu po možganski kapi pa nekako do 3. meseca. Potem se ta hitrost okrevanja upočasni in nekako v enem letu doseže nek plato. Vendar nikakor to ne pomeni, da izboljšanje ni možno. Možgani so plastični in če nadaljujemo z različnimi dejavnostmi, če imamo dobro podporo v domačem okolju ali pa tudi strani skupnosti, potem bo možganska kap se bojo posledice možganske kapi še izboljšale. No, in v letu 2018 so prvič pravzaprav sprejeli akcijski plan o celoviti obravnavi možganske kapi na nivoju Evrope, ki je bil lansko leto predvsem zaradi tega življenja po možganski kapi posodobljen. Namreč prišli so rezultati študij, pri katerem se je v bistvu izkazalo, kaj so tiste stvari, ki jih bolniki po možganski kapi najbolj potrebujejo v svojem življenju po možganski kapi. In če jih naštejem, prvič hiter in dolgotrajen dostop do rehabilitacije in nege. Tu je seveda velik razpon, kaj posamezni bolniki potrebujejo in kaj ne. Potem drugi je dostop do psihološke podpore, ne samo za bolnike, ampak tudi za svojce. Vedeti moramo, da tudi pri svojcih pride do pregorelosti, do depresije, do nekih anksioznih motenj, tudi po podatkih tudi med 30 in pa tudi med 60% posameznikov. Osebe po možganski kapi potrebujejo informacije, potrebujejo znanje, potrebujejo podporo in tudi v tem, da bodo izbirali tiste informacije, ki so dejansko relevantne. Potrebujejo vključitev v skupnost, torej potrebujejo druženje,
potrebujejo postati del neke nove socialne mreže, pri tistih, ki se vključijo v delo, pa tudi reintegracija v novo delovno okolje. Bolniki potrebujejo pomoč pri komunikaciji, potrebujejo torej prisotnost oziroma terapijo logopeda ali v kasnejšem obdobju tudi skupine, v katerih se združijo in lahko v bistvu izboljšajo svoje tako govorne sposobnosti, kako tudi sporazumevanja. Zdaj, kje smo v Sloveniji? Jaz mislim, da bom morda prvo povedala tiste dobre stvari. Dobra stvar je prav gotovo, da imamo dobro preventivo. Dobra stvar je tudi to, da so centri za krepitev zdravja zdaj vključujejo v svoje programe tudi ranljive skupine. Dobro je, da smo sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi, ki pravzaprav sledi tudi usmeritvam na nivoju akcijskega plana za Evropo. Seveda pa je zakon šele v sprejemanju in sigurno lahko pričakujemo, da bo trajalo še dolgo časa, da bo zaživel v takšni obliki, kot si ga pravzaprav želimo. To, kar si želimo v druženjih pacientov, je to, da ko se postavljajo cilji za pomoč oziroma individualni cilji, kaj neka oseba po možganski kapi rabi, da se vključijo tudi specifične potrebe. To se pravi, da osebe po možganski kapi, ki rabijo logopeda, da imajo tudi možnost dostopa do logopeda. Da se v bistvu tisti, ki potrebujejo psihološko pomoč, pridejo do psihološke pomoči. Potem je pa seveda cela vrsta takih težav, takih potreb, ki jih pa bolniki sami niso postavljali na prvo mesto. Združenje bolnikov po cerebrovaskularni bolezni ima velike izkušnje, smo na našem prostoru že 35 let in nekako si tudi želimo, da bi morda v naslednjih kakšnih popravkih tega zakona o dolgotrajni oskrbi tudi združenja dobila dejansko formalizacijo in da bi se lahko vključila v mrežo pomoči, predvsem v obdobju življenja po možganski kapi. V evropskem planu je to sprejeto. Jaz mislim, da smo sposobni marsikatere laične pomoči, tako za svojce kot za osebe po možganski kapi, da v bistvu lahko delimo svoje znanje tudi za oskrbnike, družinske oskrbnike v okviru dolgotrajne oskrbe, pa tudi marsikatere stvari bi lahko povedali tudi pri izobraževanju morda asistentov v dolgotrajni oskrbi, predvsem bolnikov seveda po možganski kapi. Kaj je slabo, verjetno vsi veste, torej slabo je možnost dostopnosti do vseh teh kadrov, ki jih imamo napisani tudi v zakonu o dolgotrajnem oskrbi. Slabo je tudi to, da smo v bistvu zelo nestrpni in mislimo, če je napisan nek datum, se mora pa s tistim dnem stvar tudi izteči. Slabo je tudi v tem, da v bistvu velikokrat niti ne zmoremo tiste konstruktivne neke kritike ali pa predlogov, da bi se stvari izboljšalo. Jaz mislim, da s postopoma bomo lahko pravzaprav vsem tem bolnikom, vsem tem osebam po možganskim kapam, tudi njihovim svojcem ponudili, da bodo živeli neko dostojno življenje. Če se samo predstavim tukaj še zraven, mi bomo obletnico oziroma Svetovni evropski dan o ozaveščanju o možganski kapi proslavili tako, da bomo 320 bolnikov peljali v Evropsko prestolnico kulture, ker želimo pravzaprav s to množičnosti prikazati, da je življenje po možganski kapi dejansko lahko vredno življenja. To je z moje strani, bi pa mogoče res pozvala še našega predsednika Miljana Čučka, da samo pozdravi tole novinarsko konferenco. Milan.
če ni, potem bi pa nadaljeval. Ja, lepo pozdravljeni, lepo pozdravljam vse člane in goste, ki ste prišli iz združenja in ki smo se danes tukaj zbrali. Res smo veseli, kot je primarija rekla, da imamo 35 leta in da imamo res praznovanje, ki ga imamo in gremo vsak, se pravi drugi torek v maju, redno praznujemo. Vse skupaj tudi z društvom za srce in ožilje, tako da smo že kar ena dobra kombinacija. Vesel sem, da nam pa vse to izpelja v tej meri, kot je, pa seveda so pa to naši člani, hkrati pa mislim, da smo izredno pomembni v tej meri, da nam to pomagajo tudi financerji, kot so FIHO, recimo ministrstva, občine, navzadnje pa tudi za članarino, da nam uspe to speljati v tej meri, da lahko krepimo in rešimo naše bolnike po možganski kapi in da so zraven povezani tudi vsi ostali spremljevalci ali kdor, ki nam tu pomagajo. Jaz vem in želim vam, da seveda žal možganska kap nam kar močno nekako je prisotna še vedno, včasih je malo boljš, pa spet malo bolj je malo slabše, vendar pa je treba pa tako. Če človek že enkrat zbolimo, če že imamo težave, je treba se potruditi in skušati preko zdravstvenimi službami in vsem skupaj, da zaživimo ponovno. Želim vam vse lepo in imejte se super. Hvala lepa. Hvala primarij Erjavec za te široke informacije in dober pregled na situacijo in gospodu Čučku tudi za spodbudne besede in hkrati ta lep dogodek, ko odhajate v Novo Gorico. K besedi bi pa zdaj povabila še dva člana združenja, to sta gospod Jernej Sluga in gospa Ksenja Demič. Oba sta preživela možgansko kap in bosta delila svoje izkušnje, kako danes živita z njo. Morda najprej gospod Jernej Sluga. Hvala za povabilo. Jaz bi rad v PowerPoint predstavil, ker sem malo počasen. In zdajle bom 27 let po kapi sem in 27 let nazaj sem kurac samo povedal. Zdaj pa govorim kot dež. 27 let po kapi sem, v Ljubljani stanujem, afazijo imam, v 33 obratov imam tale gramofon, mislim 20-30 let nazaj smo imeli gramofone, ne? In 33 obratov smo imeli mi, normalni smo pa 45 obratov. 3 funkcije imam v okviru cerebrovaskularnih bolezni, cerebrovaskularnih bolezni, in to je v združenje, predsednik nadzornega sveta sem v združenju, potem sem vodja sekcije za šport in žur, kar je torej najboljša funkcija, ampak je pa res, da sem diplomiral iz elektrotehnike in po svetu sem hodil veliko, prodajal sem take in drugačne stvari in sem rekel, zdajle bom pa poskušal
še enkrat angleško govoriti in 15 let prej sem kako se reče, to je mednarodno združenje in 6 let sem že predsednik tega združenja in 22 držav pokriva to združenje po svetu. Zdaj bom pa majčkeno videota. Daj, prosim, tako je. Ker bom jaz malo, no to. Mora oni vključiti. Ona mora to vključiti. Ne slišimo. Ni zvoka. Je. Hvala, samo trenutek. Bom še enkrat poskusila. Veteranski hokej sem igral v nedeljo, v ponedeljek me pa kap. To se pravi, nič ni razloga bilo, me je pa klicala Tanica, ker v Revozu sem imel sestanek in ni me bilo. In nisem povedati mogel zaradi tega, ker ni besed bilo, ne. Nejc Sluga je dan pred možgansko kapjo imel življenje, kot si ga je želel. Bil je eden od ustanoviteljev uspešnega podjetja Špica, oče 3 otrok, mož in uspešen hokejist, smučar, tenisač in kolesar. Bolezen, kot je kap, pa ne izbira. Prišla je nepričakovano. Nejc preprosto ni razumel, kaj se z njim dogaja. En mesec sem bil v nevrološki kliniki in je Viktor Švigel bedel nad tabo, nad mano. Ampak nisem nič govoril. Samkrat sem psihologu šel in sem rekel, psihologa ne maram. Fizioterapija, delovna terapija, pa vsekakor logoped. To je najbolj aktualno za mene. Nejc je vstal, odločno zavrnil predlog zdravnikov, da se mora upokojiti in se vrnil v svoje delovno okolje, kjer je bil pred kapjo prodajni direktor, zdaj pa kot prokurist skrbi za zaposlene, jih povezuje in nasmeji. Pravi, da se smeje v prvem in drugem življenju. Ko človek doživi možgansko kap, mora sam preceniti, kaj je zanj pomembno. A veste, oči strokovnjakov vidijo stvari drugačne, kaj bi morali početi. Pa to ni nujno, da je treba to početi. Sem prvič zanj slišala, ko mi je delovna terapevtka rekla, da tale fant je šel pa na Vršič s kolesom. Zdaj po možganski kapi. Vsi smo ga malo hecen gledali, ker niti dobro hoditi ni znal. In se mi zdi takole, ko ga srečujem na hodnikih po Soči, ko prav išče predvsem mlajše paciente, tiste, ki potrebujejo spodbudo, da jim je lahko velikokrat v veliko oporo, da se še stvari lotijo. Kako naj to povem? Iz Prekmurja, če Slovenija ni bilo nič posebnega, če veste, da on ne more pisati, pa napisal knjigo, on ne more govoriti angleško, pa je predsednik Mednarodnega združenja kapistov. Je pa tudi tisti svoj tricikl pripeljal tam iz Prekmurja do obale. On si nekaj zamisel, pa kar naredi.
Nejca vodi plemenita trma, s katero je oblikoval spletno stran za bolnike s cerebrovaskularno boleznijo, pravkar je izdal tudi izjemen zbornik 40 zgodb ljudi, ki jih je doletela enaka usoda, možganska kap. Nejčeva aktivnost sega tudi čez mejo. Angleščino še razume, vendar je ne govori več. Toda za Nejca, ki se te dni mudi v Avstraliji kot predsednik Mednarodnega združenja za afazijo, tudi to ni ovira. V športnem žargonu bi ga lahko poimenovali prvak v teku na progah z ovirami, z nasmehom. So you don't need to learn how to hack it, because your vagus nerve is very important. It's the rest and relaxation nerve. Tako. Pa nadaljujemo z vašo predstavitvijo. Ja, zdaj bom še eno stvar povedal o afaziji in o intimnosti. V prejšnjem življenju smo vsi bili normalni, zdaj pa vztrajamo tudi v normalnosti, ampak drug moment je. In zaradi tega bi rad ta moment vam predstavil. Želja ne ugasne in novo poglavje in nove ljudi srečujem in se družimo tudi z 33 obrati ženskami in moškimi. In je ta intimnost, kakšni so kako se reče, ostanejo zvesti, kakšni pa ne. Zaradi tega, ker tudi ta druga stran, ali ženska ali moški, ne more več tako delovati kot partner. Še en slajd, pa bom nehal govoriti. Intimnost je češnja na torti. Zdajle bom pa še, jaz bi rad še v Afazija društvo International, kjer je pa po svetu veliko afazistov, ki nimajo normalnosti, ampak govorijo počasi in družijo se tudi z drugimi afazisti. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa ob vas sedi še ena gospa, to je pa gospa Ksenija Demič, pa bi vas povabila, Ksenija, k besedi, da nam poveste še vaše izkušnje. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Torej, jaz sem bila tudi še polno zaposlena, družino, šoloobvezne otroke, ko sem v starosti 48 let prebolela možgansko kap. Delala sem kot svetovalna delavka v srednji šoli,
pa ne vem, cel kup izobraževanj imela in tako naprej. Skratka, moje delo je bilo tako pravzaprav dosti intelektualno zahtevno, a ne. No, in v bistvu so bile ravno počitnice in midva z možem se pakirava za dopust, a ne, da bomo šli, a ne, in jaz sem si hotela še glavo prati in tako, naslednji dan ne bi šli, no, pa nismo šli nikamor, pač sem jaz pristala v bolnici, a ne. Ja, jaz sem bila 3 tedne na nevrološki kliniki, in ko sem šla domov, sem bila v bistvu toliko samostojna, hvala Bogu, da sem lahko poskrbela zase, da rečem te osnovne stvari, se umila, šla na WC sama, lahko hodila par korakov okrog in tako, no. Zdaj, na začetku je bilo tako, no, to moram reči, ne. Jaz sem bila prve mesece kar tako malo evforična, jaz sem kar mislila, da bom šla kar po parih mesecih ali pa tam po 1,5 leta kar delati, a ne, nazaj. Tako mi je bilo, vse bo, ne, ker je na začetku, tako je doktor Erjavčeva rekla, v bistvu gre hitro ta rehabilitacija, hvala Bogu, meni je šlo, ampak seveda ni bilo tako, kot bi si človek zamislil, no. No, potem so me pa po 1 letu in pol, po medicinskem zdravljenju, po rehabilitaciji, poklicni rehabilitaciji invalidsko upokojili. In takrat je bilo tudi meni že jasno, mi ni bilo nič hudega, ker mi je bilo že kristalno jasno, da jaz v mojem poklicu sploh, pa tudi sicer ne morem več delati. Zdaj, jaz imam v bistvu drugačne vrste težave, recimo kot Nejc, jaz sem psiholog po profesiji, drugače pa imam jaz težave, imam jaz probleme v bistvu motorično ne, imam, ampak se ne vidi, da sem utrujena, sicer pa ne. Ravnotežje me malo matra, tako kot itak večino, a ne. Drugače pa jaz cel kup stvari, ne vem, moram narediti dopoldne, popoldne, zvečer sem neuporabna, mislim tako, no. Z leti se pač s treningom tudi ta kondicija popravi, ampak nisi več pač sposoben tako kot prej, a ne, kar je za nekoga, ki je polno zaposlen, polno aktiven, tako res rabiš nekaj časa, no, da se s tem sprijazniš, sploh, ker sem jaz, da rečem, fizično, medicinsko tako zelo dobro in zelo hitro napredovala, a ne, zelo zgodaj sem jaz bila v bistvu zelo samostojna, a ne. Drugače sem bila pa jaz že prej skozi zelo športno aktivna, ves čas sem nekaj trenirala, najraje sem pa hodila v hribe in to smo imeli kar tako vikende, smo šli skoraj zmeraj, sploh zadnja leta pred kapjo, ne vem, s kolesom sem zadnje 3 leta sem se s kolesom vozila v službo pa nazaj, tako, skratka, aktivna ful. No, in jaz zelo rada hodim, od nekdaj. In jaz pol seveda, ne, sem rekla, dobro, okej, hodim lahko po kapi, v redu, saj to, ne, ker voziti pač ne smem. In sem že prej, pred kapjo, v bistvu hotela, sva z možem imela plan, da bi šla na tole, na Camino, a ne, ta španski del, severni del. To je bila nekako tako, taka najina želja, sva se 2-3 leta pripravljala in dejansko bi morala iti tiste počitnice, no, jesenske počitnice, mene pa poleti, takrat avgusta pa kap, ne. No, in pol seveda tega ni bilo nič, a ne. Potem pa, ko sem jaz ugotovila, da jaz pa kar hodim, pa sem začela spet na daljše ture hoditi, sem rekla, okej, ne grem na Camino, ne grem, a ne, grem pa po slovenski poti, Jakobovi, a ne. No, pa najprej ni bilo čisto tako, kot smo splanirali, ker sem si takrat pol nogo zlomila, tako da tudi nisem šla tisto leto. Ampak sem kar nekako, pa sem rekla, okej, ne bom več okrog tega razmišljala, ampak nekako, ker pa ni to šlo stran, a ne. No, pol so mi pa moji bližnji za 60. rojstni dan pa v bistvu podarili organizirano pot. Jaz sem sam ruzak spakirala, pa da grem, najlepše, to je bilo eno najlepših daril, da meni ni bilo treba nič skrbeti, nobena organizacija, nič, sam, da grem, a ne, to je bilo meni tako, wow. No, in pol smo pač imeli priprave, da smo videli, koliko je sploh lahko prehodim, a ne. No, jaz pa nekako ugotovil, da jaz nekako 12, maksimalno 15 kilometrov lahko prehodim, da potem, da se lahko regeneriram drugi dan, da sem drugi dan toliko dobra, da lahko grem spet naprej hoditi, a ne. Šli smo po primorski Jakobovi poti, slovenski, ta je kratka, pa predvsem je pa krasna za hoditi, čudovita. In šli smo konec maja, ker še so bili dolgi dnevi, pa ni bilo vroče. Jaz sem hodila vsak dan,
spremljevalci, vsak dan je šel en z mano, seveda, a ne. Ne vem, mož, sinova, mama moja, prijatelji, mislim tako. In eni so bili samo en dan z mano, eni so bili 2 dni, 3 dni, tako različno, jaz sem pa hodila pač skozi vsak dan, a ne. Tako da sem v bistvu potem za to pot od Ljubljane pa do, pa so tile, Krepleja, na meji z Italijo, to je bil moj cilj, ker je bilo pa to 22 leta, se pravi, je bilo treba za Italijo imeti še ta velik, da rečemo, PCR test, a ne, za korono. Sem rekla, no, zdaj pa ne bomo se vozili ne vem kam, da se bomo stestirali pa šli potem v Italijo, tako da ta del mi je pač ostal, no. Tega nisem prehodila, tako da ni bilo celih 124 kilometrov, bilo je malo manj. No, in za to pot sem jaz porabila 9 dni. V povprečju, kakor sem jaz brala te strani, a ne, ker sem v Društvu prijateljev Jakobove poti, pa porabijo tam ene 4 dni, tako, v povprečju naredijo tam 25-28 kilometrov na dan, recimo, ljudje, ne. Čeprav mi smo šli pač počasi, normalno, ampak mi sploh ni bilo žal, ker je toliko fino, ker lahko pol se malo ustaviš, ljudje so strašno prijazni ob poti, super je bilo, vreme nam je bilo krasno, je bilo naklonjeno nam, tako da smo imeli ves čas sonce, ampak ne prevroče, krasen je bilo, no. In moram reči, da sem bila jaz rekla, če ne bom zmogla, bom šla pa pač domov, ne, mislim, saj, ne, kaj. Ampak sem šla s tako lahkoto, ker sem bila toliko srečna, da lahko grem, da se mi zdi tudi tisti zadnji dan, ki je bil tak vzpon v hrib, da smo kolena grizali, jaz sem šla, meni sploh ni bil problem, a ne. Tako da v bistvu po 9 dneh, no, sem pol zaključila to pot in nekaj najboljšega, kar sem lahko naredila v življenju, no. Sploh pa, ker nisem do konca vedela, bo šlo ali ne, pa če sem rekla, če gre, super, če pa ne, pa pač bom šla domov, a ne. No, pa je šlo, no, tako da sem bila zelo, zelo, zelo vesela, da sem lahko šla, ker eden mojih večjih problemov je ravno ta utrujenost, utrudljivost, a ne, in to me je najbolj skrbelo, no, pa ampak sem bila po moje res toliko vesela, da lahko grem, da je tudi to, ni bilo pol problem, nisem bila toliko utrujena, ker bi mogoče bila, a ne. Pa kondicijo sem nabirala, 3 mesece prej smo vadili nekako, vsak vikend smo šli kam hoditi, pa tako. Pa GPS so me naučili, kako uporabljati, pa kako lokacijo javiti, če se bo kaj, skratka, vse to sem mogla znati, preden so me spustili na pot. Tako da, to je bilo to, no. Toliko zaenkrat, hvala. Ja, hvala, gospa Demič, pravi navdih je tale vaša zgodba zdajle bila. Zdaj pa je tudi že čas za vprašanja, nekaj smo jih že dobili, če se je še komu kakšno porodilo, ga pa lahko zdajle v chat napiše. Mogoče prvega, da tegale preberemo, ki je prišel že danes od gospoda Černeliča. Dostopnost osebe s sumom možganske kapi do ustrezne zdravstvene ustanove je različna glede na lokacijo pacienta. Na podeželju in morda tudi v mestih je pot rešilca tudi do pol ure. Je za takega bolnika sploh kaj upanja? Je selitev prebivalstva v bližino zdravstvenih ustanov rešitev? Je združevanje oziroma ukinjanje lokalnih zdravstvenih ustanov sploh sprejemljiva, ne glede na ekonomske pokazatelje? Bomo kdaj vsaj približno imeli vsi enake možnosti za pravočasno strokovno ukrepanje? Mogoče za začetek primarij Cevc komentar na to misel. Ja, seveda, enaki ne bomo nikoli, to pač je tako v tem življenju, da enakosti ni. Vedno bo nekdo malo bolj oddaljen, pa nekdo malo bližji. Dejstvo pa je, da seveda minute štejejo, ampak teh minut je kar nekaj do tistega, da je vse izgubljen. Načeloma je pa bistvo, prej, ko se kaj zgodi, boljše je. Seveda pri vsem tem, kar je gospod Černelič omenil, ne moramo biti dejstvo, da pravo pomoč lahko šele bolnišnice dajo. Zdravstvene ustanove, to so tiste, kjer lahko ti dobiš to terapijo, zlasti odkar imamo to telekap in podobne stvari, in ker je treba tudi, preden se začne zdraviti, tudi določene diagnostične postopke opraviti. Ni dovolj samo, da te zdravnik pogleda, pa da te odpeljajo,
Potrebno je tudi diagnostiko narediti, da vidiš, kaj se dogaja, ali je krvavitev ali je ishemična možganska kap, ker seveda so terapije različne. Tako da, kjer so bolnišnice, kjer imajo CT, tam se bo to dalo narediti. Tako da jaz osebno mislim, da ni glih najhujše to, da se na nek način koncentrirajo te urgentne službe. Seveda je boljše, če je bližje, ampak enostavno država se tega ne more zorganizirati, če za drugega ne, zato ker je premalo ustreznega osebja, tako da je treba te stvari na nek način koncentrirati in usmerjati. Še bolj pomembno kot to je, da mi prepoznamo, ker pol bomo že poklicali, nas bodo pripeljali. Slovenija je relativno majhna, kamorkoli prideš lahko znotraj, mislim, do neke take inštitucije se da priti znotraj pol ure. Iz Brežic do Novega mesta ali pa do brežiške bolnišnice, skratka, to se da, bližje je boljše, to je pa nedvomno dejstvo. Primarij Erjavec, bi želeli kaj dodati? Ja, mogoče bi jaz tu dodala, da sem dodala to, da dejansko mi že zdaj opažamo tudi dostop oseb po možganski kapi, ki hodijo v naše klube, teh klubov 26 po Sloveniji, imamo bistveno manjši in težji obisk v tistih oddaljenih krajih, ki imajo probleme tudi z dostopom do tistih mest, ki mi izvajamo svoje dejavnosti. Kar se tiče rehabilitacije, jaz srčno upam, da se bodo tisti načrti, ki se za področje rehabilitacije po možganski kapi nekako načrtujejo, in upam, da se bodo tudi izvedli, je, da bo dostop do rehabilitacije na različnih nivojev, torej nekako po izračunih Slovenija rabi dva terciarna centra, potrebujejo 13 regijskih centrov, ki bojo imeli sicer ki bojo imeli ustrezne strokovnjake in potrebuje na lokalnem nivoju neko možnost dostopa do fizioterapije, dostopa do delovne terapije, pa morda še do drugih strokovnjakov. Tako da tu nas pravzaprav veliko čaka, načrti so, upam, da se bo s področja rehabilitacije le premaknilo nekaj naprej. Žalostno se mi zdi to, da je današnja terapija v obdobju po možganski kapi odvisna od tega, koliko imaš denarja. Namreč fizioterapijo, delovno terapijo, logopeda si lahko privoščijo tisti, ki jih lahko plačajo, medtem ko nekih sistemskih rešitev za te probleme dejansko ni. Hvala obema za odgovor. Gremo kar naprej z vprašanji. Kateri simptomi ali znake možganske kapi so še pomembni, poleg tistih v kratici GROM? GROM je primarij Cevc danes že omenil. So morda še kakšni drugi znaki, ki nakazujejo možgansko kap? Ja, mogoče se bi jaz tukaj vključila zraven. Zdaj v bistvu, v bistvu se zdaj že v Evropi uporabljata še dva dodatna znaka zraven, in to so motnje vida in pa motnje ravnotežja. Tako da ta GROM se je malo razširil, tako da pri nas ga še ne uporabljamo, te razširjene znake, vendar sta tu tudi dva znaka, v kateri je nujno potrebno poiskati zdravniško pomoč. Mogoče Cevc še kaj pove. Ne, jaz mislim, ker problem je v tem, da seveda znakov je še kar nekaj, ampak tiste laični ljudje težko prepoznajo in zaradi tega nam v tem, recimo, prvem triažiranju ne pomagajo. Tudi ravnotežje je v principu, to mora človek že hoditi, da se opazi. Je pa seveda zelo pomembno, je pa to, kar je ravnokar dr. Erjavčeva povedala, pa ta tudi prehodne slepote, tudi to je tisto, kar je zelo pomembno, ker to je pa napovednik, da se lahko v bližnji prihodnosti nekaj zgodi in zaradi tega take prehodne izgube vida ne smemo zanemarjati. In je treba, vedno je treba tudi take stvari dodatno diagnostično
skrbno pregledati, skratka, tam rabimo nevrologa še zraven. A pa je mogoče to, da posameznik doživi možgansko kap, brez da bi to sploh opazil? Ja, seveda, to je mogoče, zato ker odvisno, v kateri predel ta kap udari. Mi vidimo recimo, ko se danes delajo relativno pogosto CT glave, tam se vidi lakonarne infarkte, ker so odraz, da je tak človek že doživel možgansko kap, ampak je bila v predelu, ki se navzven sploh ni prepoznal. Take lakonarne kapi se zlasti vidijo pri hudih hipertonih in podobno. Tako da ja, je možno, ampak kljub vsemu, nenazadnje je tudi eden od vzrokov za demenco oziroma kognitivni upad so lahko več takih majhnih dogodkov, ki navzven ni bilo vse skupaj nič, navznoter je pa kar povzročil težave. Ja, je možno. Še eno vprašanje, kaj pa razlika med možgansko kapjo pri ženskah in pri moških? Je kakšna razlika? V pogostnosti. Ženske pravzaprav imajo nekoliko več te kapi, drugače pa znaki so pa enaki. In tudi posledice, na žalost. Zato, tukaj smo enakopravni. Ja. Če ima kdo, ki bi želel zdajle še postaviti vprašanje, je lepo povabljen, lahko kar, ne vem, dvignete roko ali vklopite mikrofon pa vprašate. Mislim, da ni. Potem bi pa jaz še zadnje vprašanje dala, če morda se ve, v katerem delu dneva je največ možganskih kapi in kako pogosto se zgodi, da pride do možganske kapi med spanjem? Na žalost najbolj pogosto. Veliko možganskih kapi se zgodi ponoči, kar pomeni, da zaradi tega, ko se zjutraj svojci zbudijo in vidijo zraven sebe, ali da nekdo ne pride na zajtrk ali kaj takega, in to lahko povzroči, da to okno terapevtsko zaradi tega tudi dostikrat zamudimo, ja. Zgodnje jutranje ure so nekoliko pogostejše za te stvari. Hvala lepa, primarij Cevc. Potem bi pa počasi našo novinarsko konferenco zaključili. Kar smo danes slišali, je to, da je možganska kap pride zelo nenadno in zelo hitro in nas preseneti in tudi poruši marsikatere načrte, ki smo jih imeli za življenje, vendar to še vedno ne pomeni konec upanja. Imeli smo dva pričevalca, ki sta povedala, kako sta si življenje uredila potem, ko sta preživela možgansko kap. Hvala vsem za vprašanja in sodelovanje na novinarski konferenci ob Evropskih dneh ozaveščanja o možganski kapi. Hvala za vašo udeležbo in da boste informacije ponesli med ljudi in delili znanje o možganski kapi naprej. Ob zaključku bi vas še povabila na en dogodek v torek 13. maja med 10. in 13. uro bo na Prešernovem trgu v Ljubljani dogodek. Pripravljene bodo stojnice z različnimi zdravstveno-informativnimi gradivi in tudi aktivnosti oziroma dejavnosti različnih društev bodo potekale, razna svetovanja, pa tudi preventivne meritve, tako da lepo in toplo vabljeni. Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije pa bo ta dan počastilo z obiskom Evropske prestolnice kulture Novo Gorico in tja bodo odšli v spremstvu kar 320 bolnikov po možganski kapi oziroma danes smo slišali, da to niso bolniki, ampak da so to osebe oziroma ljudje po možganski kapi. Iz cele Slovenije se bodo odpravili. Z množično udeležbo si želijo pokazati to, kar je bilo tudi sporočilo današnje novinarske konference, da možganska kap je ozdravljiva in da življenje z njo je vredno življenja.
Toplo vabljeni, da nas obiščate v torek na Prešernovem trgu. Z dnevom zaželim še lep dan naprej in pa veliko zdravja. Enako tudi vam. Ja. Čau. Hvala lepa. Hvala.